dobri oče, opomnjeni smo bili in nagovorjeni v Božji besedi, pastirskem pismu nadškofa Zoreta, v veliki prošnji in molitvi za papeža Frančiška, povezani z vsemi starejšimi in bolnimi, ki ne morejo biti z nami, za skavti v celi Sloveniji, po vsem svetu, ki izrekamo prošnje, poslušaj nas. Gospod, prosimo te za mir na zemlji. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te za dobro prihodnost skavtov in voditeljev. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te, da bo čim manj vonj po svetu. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te za čim manj sneževanja po svetu. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te za duhovni poklice. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosim te, da bi bilo več misionarjev. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te, pomagaj vsem tistim, ki so potrebni tvoje pomoči. Prosimo te, sliši nas. Gospod, prosimo te za vse brez domov, da bi našli tolažbo pri tebi. Prosimo te, sliši nas. Prošnje sklenimo molitvijo, ki je posebej napisana od papeža Frančiška v svetovnem dnevu bolnikov. Prav za njega in njega se spomnimo. Bog, Oče življenja, nauči nas, kako lahko postane trpljenje mesto učenja, upanja. Gospod Jezus, odločil si se deliti trpljenje človeka. Obnovi našo ljubezen in dvigni zvezdo upanja. Duh tolažnik, okrepi upanje, odpiraj tiste, ki trpijo v samoti. Nauči nas trpeti z drugimi, za druge. Sveta Trojica, nauči nas verovati, upati in ljubiti kot naša Mati Marija. Amen.